Lep pozdrav, Simon Maljevac. Dobrodošel z nami na vročem kavču Društva Parada ponosa. Kaj to je vroči kavč? Tole je vroči kavč, zdaj trenutno. No, lep pozdrav. Pozdravljen. Ta vroči kavč je namenjen temu, da povabimo LGBTIQ+ osebe, ki ste na različne načine angažirane politično, predvsem v luči prihajajočih volitev 22. marca, ker želimo, da LGBTIQ+ mladi, LGBTIQ+ osebe, ampak tudi širša javnost, sliši nekaj o vas iz tudi te perspektive, kaj to pomeni, da se LGBTIQ+ oseba angažira v politiki. Tako da, dobrodošel. Zdaj tako, Simon, midva se poznava že zelo dolgo. nekaj let. In najina taka skupna prva izkušnja, katere se jaz spomnim, je bila to, da sva leta 2007 si delila prostor na Tamtamovih plakatih po Ljubljani, kjer sva bila predsednik in predsednica. In so ljubljanske ulice in parke krasile najine skupne podobe. Tako, v luči ene kampanje, kjer smo v bistvu poskušali neko družbeno vrednost mladih ljudi dvigovati, ne? Tako da imava neko kilometrino iz tega zornega kota. Kar dolgo, ja. Ja. Drugače pa moram reči, da jaz vedno, ko tako zelo na hitro pomislim, Simon Maljevac, a ne, kaj meni pride na misel, a ne, in zdaj seveda minister za solidarno prihodnost, to je zagotovo ena taka pomembna, markantna asociacija, a ne. To, da si aktiven član Levice, a ne, ta politična angažiranost, ampak zame seveda tudi predsednik društva Legibitra, a ne, dolga leta, gej aktivist, obraz kampanje Čas je za, ko smo se ali pa ste se borili za enakopravnost na področju zares pravic istospolnih parov, a ne, in tako dalje. Tako da veliko enih takih asociacij, ki meni pride na misel. Recimo nama je skupno tudi to, da imamo oba dva kužke, a ne. Tako je. Pa potem kdaj včasih je tudi kaka beseda ali pa kak O post. temu. Ja, ki je o temu, tako. Tako da recimo to so neke stvari, ki meni pridejo na misel, ker imava tudi neko skupno kilometrino, pa neka podoba tvoje v javnosti. Kaj pa če jaz tebe vprašam? Ja. Kdo je Simon Maljevac? Zdaj si predvsem povedala prvič, kaj sem že vse delal, pa tudi koliko sem star, konec koncev, ne? Ker smo šli tudi 20 let nazaj v zgodovino, ampak ne, tudi če pomislim na to vprašanje, je še vedno prva beseda, ki bi jo povezal s sabo, aktivist. Aha. Mislim, da to je od prvega dne in ni nobene razlike, v kateri funkciji in na kakšen način. Ampak to je tisto, kar me vodi v mojem delu in si torej v bitki za vse tiste, ki so izključeni, ampak ker sam vidim, kot da se dogajajo neke nepravice in si ne predstavljam, da bi bilo kakorkoli drugače v prihodnosti. Ali v politiki, ali bilo kje drugje. Okej, to je v bistvu zelo zanimivo. A se ti je tudi že kdaj zgodilo, da v recimo tvoji pa formalni vlogi vendarle ministra, a ne, to je vseeno neka druga vloga, a ne, se ti je kdaj zgodilo, da je ta tvoja samopercepcija aktivista za recimo temu zatirane, a ne, ali pa za neke zatirane pravice, teme in tako dalje, potem si pa v neki formalni vlogi ministra, se ti je kdaj zgodilo, da je to dvoje se prišlo neko konfliktno? Ne, ker mislim, da to je pa potem vezano na principe delovanja. Jaz aktivizem in biti aktivist vidim, da tudi kot točko, kjer moraš vedno sprejemati določene kompromise, ampak imaš vedno tisto jasno vizijo, kam hočeš priti. In ne glede na to, v katerem okolju deluješ. Tako da mogoče drugo, nisem idealist, mogoče sem v marsikaterem pogledu tudi pragmatik, ampak z zelo jasnim ciljem, od katerega tudi ne odstopam. Pa mislim, da sem to v svojih 25 letih delovanja v aktivizmu, jaz zajemam svoje politično delovanje tudi kot del svoje aktivistične poti, tudi dokazal.
prej mogoče bolj specifično na področju LGBTIQ pravic, zdaj mogoče na področju katerih drugih izključenih, ampak osnova od mojega prvega dneva, tudi ko sem pristal, da bom minister, sta bile dve stvari, da bom stal za tistim, stvari, v katere verjamem, in vodilo osebno, da je okej in sem na pravi poti, če se lahko vsako jutro zbudim, pogledam v ogledalo in stojim za tam, kar sem naredil prejšnji dan. Hvala za ta odgovor, ker se mi zdi, da pogosto tudi osebe, ki delujemo bolj v nevladni sferi ali pa v aktivizmu in tako dalje, ta pogled na to, ne, kaj pa zdaj, če se nekdo aktivno odloči za politiko ali pa prevzame neko tako aktivno funkcijo, ne, koliko lahko ostaneš zvest sebi ali pa tem svojim načelom, a ne, in ta tvoj odgovor zares priča o to, da je možno, a ne, in se mi zdi, da je to tudi eno pomembno sporočilo mogoče za ljudi, ki imajo take skrbi, ne vem, kaj neš. Ja, jaz mislim, da je to vezano tudi, kaj je tisto, kar je bila tvoja odločitev za vstop v politiko. To ni bilo čisto nič drugega, ker vse tisto, kar sem počel že prej, ista odločitev, kot je bila za vstop v aktivizem, če tako rečem, je bila tudi za odločitvijo za vstop v politiko. Kot rečeno, ne vidim neke bistvene razlike, mogoče samo malce predrugačenje dela in okolja. Sam sistem razumem širše, družbeni sistem, kot tisti, ki ga je treba popraviti, prilagoditi, in aktivist je tisti, ki išče načine, na kakšen način bo to naredil, in vstop v politiko in preko političnega delovanja je zagotovo en izmed teh. Aktivizem je pa tako tudi politično delovanje, ne? Mislim, da ne moramo čisto razlikovati. Verjetno tvojem aktivističnem delu življenja, ker si bil predsednik Lige Bitre, pa recimo si bil aktiven v teh kampanjah, kot je Čas je zdaj, se pravi, to so vseeno bile neke izpostavljene medijske tudi recimo pozicije, pa zdaj še posebej pa mogoče zdaj kot minister, ne vem, Niko iz civilne družbe ali pa kot posameznice recimo opazujemo, kaj se dogaja, predvsem opazimo veliko enega sovraštva, ki se zliva po tebi, a ne, sovraštva, ki v bistvu ni vezano nujno na tvoje delo ali pa sploh na funkcijo, ne, ministra za solidarno prihodnost, ampak v bistvu sovraštva, ki targetira tebe kot osebo, a ne, zaradi identitete, zaradi videza, zaradi različnih stvari, a ne, se pravi, to gledamo, a ne, to je na nek način strašljivo, ker tudi, ko to vidiš, si misliš, res zase ne vem, če bi zmogla, ne? Če si želim, da bi kdaj kaj takega se meni dogajalo. Mene mogoče zanima, a dobiš tudi po drugi strani pa en tak pozitiven val, a se ti tudi, ne, ker v bistvu mogoče mi zaznamo bolj to negativo, ne, a dobiš tudi pozitivo, dobiš tudi to, ne vem, da te ljudje pohvalijo, da se ti zahvaljujejo, da dobiš neko, ne, a imaš neko svojo tako bazo tudi vsega tega pozitivnega? Ja, vsega je, mogoče tako, če naredim prerez zadnjih par let. V začetku mandata je zagotovo bilo tudi za neke, če rečem, mainstream medije zanimiv ta angle, ki je skozi čas izvodenel, ker mislim, da je tudi prav, ne? Ker je pomembno, kaj bo naredil kot nekdo, ki je na določeni funkciji. Ker se tiče pa nekega sovraštva, je pa ta skozi čas, sploh po družabnih omrežjih, dejansko naraščal. Ni, da bi bilo v upadu, ampak to samo pove to, kako nujna je vidnost, kako nujno je, da je tudi v vseh segmentih družbe prezentirana neka raznolikost, in da rabimo še dejansko še več tega. Pozitivnih odzivov je pa tudi zelo veliko. Lahko rečem, da dejansko še največ na ulici. Na ulici nisem imel niti ene negativne izkušnje, kvečjemu samo pozitivne, tudi v domovih za starejše, kjer se mi vsi zahvaljujejo vse, kar smo naredili na področju dolgotrajne oskrbe, tako da teh točk, ki te dvignejo, je zagotovo veliko. Se mi zdi, da je mogoče včasih, ali pa predvsem v trenutnem času, pogosto ravno te plati umanjka, a ne? Da bi imela večji odmev, a ne? Tudi vse to pozitivno, a ne? Zato, da bi imeli občutek, da svet ni toliko
negativističen mogoče, ne? Ja, jaz se, pa o tem sva tudi že govorila, ne, vedno se vprašam, tako, mogoče imam to srečo, da sem že prej dal neke druge vidike aktivizma skozi in sem že pridobil trdo kožo skozi to pot. Me pa vedno se vprašam, kako pa videti, ne vem, neka mlada LGBTIQ oseba, ki razmišlja o coming outu ali pa razmišlja o sebi in ki vidi vse te hate komentarje o meni, kako to vpliva na njo. Ne? Torej, tu je širše vprašanje, ne samo, kakšen efekt ima to name, ampak kakšen efekt ima to dejansko na skupnost. Tu nimam nekega konkretnega odgovora, ampak to je točka, ki mi je zelo velikokrat v mislih. Vem pa, da je vidnost nujna. Vidnost je tista, ki povzroča dialog. Razumem, da je bil sploh z desne strani določen odpor do mene. Mislim, da predvsem zaradi mojega aktivnega delovanja v preteklosti. Mislim, da ni identiteta tista, ki je dostikrat problematična, ampak je to, da zavzameš zelo jasno pozicijo in jo ne pustiš preizpraševati ali ne pustiš, da bi jo na bilo kakšen način skrival, prikrival ali jemal ven iz javnega prostora. Mislim, da je to večkrat težava, torej sama reprezentacija, kot pa sama identiteta. Pa zdaj, ko o tem mogoče razmišljaš, če bi živeli v drugačni družbi, ne? Če bi živeli v neki bolj družbi, ki bi bila narejena bolj za vse nas, ki živimo na margini ali pa marginalizirane identitete, recimo, če to, ne vem, istospolna usmerjenost sploh ne bi bila noben faktor, a ne, in ne bi bilo nekega specifičnega sovraštva, diskriminacije okrog tega v družbi, a misliš, da bi bil ti drugačen človek danes kot nekdo, mislim, a bi bil drugačen aktivist, a bi bile neke druge teme, za katere bi se boril, do katere mere je zares ta osebna identiteta in izkušnja tudi torej zaznamovala to, kako in kaj in o čem se boriš? Osebna izkušnja zagotovo zaznamuje, predvsem s katere pozicije ti deluješ. Jaz imam to osebno izkušnjo margine, imam to osebno izkušnjo izključevanja, to osebno izkušnjo stigme, ki me zagotovo v nekih točkah determinira, predvsem pa me determinira v mojih pristopih k delu. In mislim, da je to tudi eden izmed večjih plusov. Tako da, če tega ne bi bilo, bi zagotovo bilo moje delo drugačno, ampak vseeno verjamem, da bi deloval na podobnih področjih. To je recimo zanimivo, ker jaz zase lahko rečem kot nekdo, ki ne vem, sem se prvič za svojo spolno usmerjenost pri 24 recimo srečala na ta način, ne vem, da sem se prvič zaljubila v punco recimo in tako, in se v bistvu to neko najstništvo in to zgodnjo mladost kot straight ženska ali pa ne, tako feministka pa to, ja, ampak kot straight oseba šla skozi to in recimo jaz se spomnim v mojih najstniških letih, pač moje prve take aktivistične, lokalno usmerjene zadeve so bile v bistvu čistilne akcije, ne, se pravi okolje, ne, pravice živali in tako dalje, neke druge zadeve, ki potem v zadnjih desetletjih, zdaj lahko rečem, tudi zaradi neke osebne izkušnje, pa tako so se vseeno, še vedno to v meni gori, ampak profesionalno se ukvarjam s tem, kar je zdaj neka bolj moja realnost, ne. A imaš ti kako tako področje, kje v tebi gori in katero te ves čas spremlja tudi, ki pa ne, je tako mogoče manj prisotno ali pa manj znano nam vsem ostalim? Zagotovo pravice živali. To je zagotovo ena točka, ampak sem razmišljal dejansko tudi o tem vprašanju. Mislim, da aktiven sem bil od prvega dne, ne? Sploh od osnovne šole naprej, ker so bile sploh aktivne čistilne akcije, kot si rekla. Pol je bilo pa predvsem ta moja selitev v Ljubljano, začetkom študija, stik mogoče z neko širšo družbo in pa tudi malce drugačen pogled na točke izključevanja, kateremu sem bil izpostavljen, sem se tudi našel in na ta način potem angažiranje. Zdaj, veliko sva se zdaj že tudi pogovarjala o tem, ne,
ne, na kak način v aktivizem, pa da v bistvu je zate ta aktivno delovanje znotraj politične strukture, kot je stranka, ali pa funkcije, kot je minister, v bistvu zares v tvoji osebni perspektivi del tvojega aktivizma. Mogoče zdaj v tej luči, kdaj je prišel tisti moment, če se ga spomniš, ali pa če nam ga lahko rišeš, ko si se pri sebi odločil, Levica, jaz bom zdaj tukaj, to je moje mesto. Ne? Mislim, to je bilo čisto organsko in tudi ta prehod v bolj, bom rekel tako, bolj strukturirano v okviru politične stranke, delovanje političnega aktivizma, ni bilo nekega bistvenega načrtovanja. Zagotovo je pomembno vlogo igral referendum leta 2015. Čas je za tisti trenutek odnosa z ljudmi. Zdaj smo v stranki aktiven že več kot 10 let in lahko povem, da nimam absolutno nobene negativne izkušnje, sploh ne vem, če smo kdaj govorili o stranki v moji spolni usmerjenosti, da bi bila to sploh potrebna kakršnakoli diskusija glede tega, ampak vedno glede mojega delovanja, tako da z tega stališča čisto organsko, to mi je bilo tudi pomembno ta kontinuiteta mojega dela, torej da ne bi stranka od mene zahtevala, da jaz na kakršnikoli način spremenim neke svoje poglede na svet ali kaj drugega in zato Levica, ki je čisto organska povezava. Se pravi, to, mogoče je to neka podobna situacija tudi v LGBTIQ+ nevladnih organizacijah. Pogosto slišimo od ljudi, zakaj pridejo k nam, zakaj tukaj se pri nas angažirajo, zato ker se počutijo sprejeti in ne rabijo nič okrog tega narediti ali pa razlagati, ampak je ta avtomatizem, tukaj je naš prostor. A ne? Se pravi, je to neka izkušnja tvoja v Levici? To je moja izkušnja v Levici, pa mislim, da ne samo moja izkušnja, konec koncev nisem edina, zagotovo ne edina LGBTIQ+ oseba v stranki, pa tudi ne edina LGBTIQ+ vidna oseba. Imamo tudi 2 poslanki iz gibanja, Tatjano Greif, Natašo Sukič, ki sta marsikaj naredile za gibanje in mislim, da to jasno kaže ne samo to, da Levica stoji za vidnostjo, ampak tudi kakšno okolje je, kar se tiče LGBTIQ+ tem in tudi, da to siti v stranki. Ok, no se potem pa tukaj mogoče zdaj naslednje vprašanje za nas pomembno. Iz tvoje perspektive, kaj so pa zdaj tisti največji doprinosi prav Levice, specifično za LGBTIQ+ človekove pravice? A ne? Ja, prvo zagotovo je bil celotno delo, ki je bilo leta 2015 vezano na zakonodajni proces sprejema 3ZZDR-ja, ki je prvič izenačeval istospolne in raznospolne pare. Vse tisto delovanje je potisnilo, bom rekel tako, levo sredino tudi v to smer, čeprav kasneje tudi referendum ni bil uspešen. Torej tisto delovanje in pa delovanje tudi v prihodnjih letih na način, da se odpira v levi sredini vprašanja, o katerih se mora pogovarjati, pa se mogoče marsikdo ne bi želel. In to izvira ravno iz te vidnosti. Jaz mislim, da je stranka kot taka zelo veliko naredila za LGBTIQ+ skupnost, kar se tiče vidnosti in tudi povedala, da si lahko ti, da ne rabi se prilagajati nekim mainstream okvirjem, kako ne bi izgledal, kako ne bi, bom kar rekel, skrival svojo spolno usmerjenost ali pa spolno identiteto ali pa jo izražal. In to je zagotovo rezultat tega delovanja, da smo, kjer smo danes kot družba. Kot rečeno, nisem edini vidni član, nas je več, članov je zelo veliko in to vidim kot dejansko največji doprinos Levice v politični prostor, da je znala LGBTIQ+ skupnost in ljudi vključiti dejansko v celotno delovanje in da se na to temo ne gleda samo v luči nekega kljukanja, ampak kako vpeti v družbo kot celoto. Ok, se pravi, tale vidnost, ki jo je Levica, tudi to zares kapaciteto, ki jo je znala, ne? Se pravi, kako vključiti LGBT osebe v svoje strankarske strukture.
Vendarle pa je to stranka, ki je zdaj v vladni koaliciji, zaključuje mandat. In v tem mandatu, na začetku mandata je bilo nekaj pomembnih političnih napredkov, ki so se tudi odvili se pravi kot to, da je Ustavno sodišče vendar nekaj razsodb prineslo in je potem se tudi nekaj zakonodaje spremenilo, tako da imamo zdaj istospolne pari recimo možnost se poročiti, in pač ta pravica do poroke in da je to zaurejeno, pristop v postopek posvojitve vzajemne recimo, to je verjetno tak eden ogromnih korakov recimo to dobil, tudi v končni fazi Ustavno sodišče je prineslo to odločitev okrog biomedicinske pomoči pri oploditvi, samskih žensk in lezbijk v tem primeru tudi, tako da neki premiki so se zgodili, ki so tudi na sodni veji oblasti šli naprej in potem seveda tudi doživeli neki zakonodajni epilog. Zdaj zagotovo lahko rečeva, da če bi imeli na oblasti neko drugo vlado, vprašanje, kako bi ta zakonodajni epilog izgledal, ali bi se zadeve dejansko tako hitro sprovedle ali ne, tako da to zagotovo je nekaj, kar se je v tem mandatu premaknilo. Vendarle pa je v tem mandatu bilo pričakovanj strani LGBT skupnosti, LGBT aktivistov in organizacij, pričakovanj več do tega, kaj bi se naj še uredilo v Sloveniji, predvsem zato, ker te 3 specifične teme, ki sem jih zdaj omenila, so neki boj zadnjih 20, 30, 40 let, v zadnjih letih in desetletjih se pa pojavlja potreba po naslavljanju nekih ureditev področij, ki so aktualne, predvsem mogoče za mlajše populacije, za transspolne populacije, za interspolne osebe in tako dalje v Sloveniji. In tukaj je neko pričakovanje bilo, da se bo tukaj še kaj več naredilo in do neke mere tudi razočaranje, ali pa to, zakaj zdaj Levica ni naredila več na tem področju. Kako bi ti vsem nam, v skupnosti, organizacijam in tako okrog tega recimo odgovoril, mogoče čistko, to je vendarle neko razočaranje, ki ga je treba nasloviti, Ja, mogoče bi vseeno začel s tem, kar si izpostavila, ker mislim, da je zanimiva ta pot. Ne vem, če pomislim čisto prve intervjuje, ki sem jih dajal za televizijo leta tam 2003-2004, je bilo nepredstavljivo, da bi govorili o enakosti pred zakonom, kar se tiče porok. In mi je bila zanimiva tudi moja osebna pot, da sem šel od tistega, ki je odpiral to teme, da sem na koncu imel tudi ta, pa bom rekel, kar privilegij, da sem takrat kot državni sekretar Ministrstva za delo lahko v parlamentu predstavil ta zakon in ga tudi zagovarjal in bil na tej poziciji na točki, ki je sprejet. In mislim, da to tudi kaže, kakšno pot smo naredili kot gibanje. Torej, kako smo se tudi mi, nismo se dovolili kot skupnost, da se nas ves čas potiska na margino, ampak smo zasedli tudi javni prostor, ki nam pripada in je to zagotovo točka naprej. Vprašanje, mogoče, če sva kar direktna, zakaj voliti Levico, ali je naredila dovolj v tem mandatu, mislim, da izvira pa tudi iz pristopa dela, ki ga imamo v Levici in konec koncev tudi mojega osebnega in čistega razumevanja razmerja moči v družbi, razumevanja vloge, ki ga igra kapitalizem. Naš pristop k delu je reševanje vseh situacij. Kot rečeno, LGBT skupnost ne jemljemo kot neko nišno temo, katero je treba klikati, ampak se moramo vsakič vprašati, kakšna je pa situacija, ne vem, lezbijke, mame, samohranilke, kakšna je situacija transspolne migrantke in podobno, tako da moramo celostno reševati politike in mogoče bi to ena točka, kateri smo se v tem mandatu posvetili, ali pa mogoče tudi manjko, da ni bilo kaj več narejeno prav specifično prav za LGBT skupnost. Se pa kot stranka zagotovo zavedamo, katere bitke so pred nami. Tudi sam, lahko rečem, tudi sam bi hotel, pa ne samo na tem področju, tudi na marsikaterem drugem, da bi se določene stvari odvile hitreje, pa malce drugačne.
Imel sem v teh 3 letih tudi marsikateri frustrirajoči dan, tudi trenutke, ko misliš, da so določene stvari dogovorjene, pa čez 4 ure niso. Ampak je nujno, da vztrajamo na tej poti, predvsem je pa nujno, da vztrajamo skupaj na tej poti. Torej, verjamem v povezovanje, to je tudi tisto, ki verjamem, da sam kot politik gradim to povezavo z različnimi oblikami aktivizma in da se skupaj potiskamo v smer, v katero hočemo iti. To je mogoče tudi čem plus, razumem aktivizem in organizacije, vsako kritiko, ki prileti, jo ne doživim kot napad name ali kritiko svojega dela, ampak samo kot opozorilo, kaj je potrebno še narediti, ampak kot Levica smo vedno stali za LGBTIQ plus skupnostjo. Mislim, da tudi zelo veliko naredili velik premik znotraj političnega prostora, ravno glede ne samo vidnosti, ampak tudi umeščanja in tako tudi naprej. Zdaj, en del te zgodbe zagotovo, kaj je zdaj, ne, zakaj torej iz tvoje perspektive ponovno voliti Levico, kaj nam s tem za naprej recimo prinese, ampak a te mogoče jaz prav razumem, ali je to neka fair primerjava, če rečeva, da je, ne vem, boj v Sloveniji za to, da imamo istospolni pari pravico se poročiti, a ne, bil aktivističen ta hands-on, ne vem, 20 let, pa mogoče prvi začetki tega so v bistvu že z začetka pisanja slovenske ustave, zgodnjih 90-ih, se pravi, ne, gledamo zdaj 30 plus let, a ne, a je nekaj, kar moramo vzeti v zakup potem tudi v civilni družbi, da pač take zadeve enostavno vzamejo toliko časa in da potem tudi neke druge pravice, za katere se borimo, ali vidiš tudi ti priložnosti, da so neke stvari, da pa vendarle ne rabi vsaka stvar v Sloveniji 20 let za to, da pridemo do nečesa. Ker veš, to je mogoče ta frustracija tudi, a ne, ker toliko enih premikov za človekove pravice rabi toliko časa, vmes pa generacije živijo, odraščajo brez teh pravic, a ne, in zato mogoče tudi ne, neka taka frustracija, zdaj smo imeli na oblasti stranko, ki ima končno to na nek način v sebi zasidrano in potem vendarle obstajajo tukaj neke frustracije zdaj v civilni družbi in med ljudmi in mogoče to mene zdaj zanima, kako v bistvu eno tako frustracijo nasloviti, kaj s tem narediti, kako s tem biti skupaj v tej frustraciji, kako zdaj skupaj nadaljevati to? Ja, ne, čas zagotovo ne govorim, da mora trajati 20 let, lih obratno. In to je bila tudi moja izkušnja, ki sem se jo naučil preko vseh mojih oblik povezovanja, delovanja kot v aktivizmu je povezovanje. Ampak povezovanje družbenih bojev, ne. Družbi, v kateri živimo, in mi je zelo všeč, da LGBTIQ plus organizacije vedno več delujete v tej smeri. Govorim to, da LGBTIQ plus boj je delavski boj, je okoljski boj, je boj za pravice migrantov in je boj za pravice vseh marginaliziranih skupin. In to je smer, v katero moramo skupaj delovati. Vsako vaše in skupno politično delovanje pa premakne celoten spekter malce bolj v smer v družbo, v katero hočemo iti. In to je ta, tako bi rekel, call to action. Skupen, ne dajmo si zaupati, ne, ampak dajmo delati skupaj v pravo smer. Vizijo imamo isto, družbo, v kateri hočemo živimo, verjamem, da ima veliko LGBTIQ plus skupnosti podobno in to je ta moj poziv. In se mogoče tukaj zdaj eno zanimivo vprašanje ali pa še en drug pogled, ti si vendarle minister za solidarno prihodnost, a ne? Kak naziv, a ne? Mislim, to je fantastično, a ne, solidarna prihodnost. A ni to neka vizija družbe, v kateri bi naj vsi stremeli, ne glede na to, z katerega zornega kota življenjske poti, političnih nazorov in to. Kako pa recimo prav v
tvoji vlogi, ne, ministra na Ministrstvu za solidarno prihodnost, ki pokrivaš tako pomembna področja, ne, stanovanja, dolgotrajna oskrba, ne, se pravi vse, kar se tiče tudi nekega pogleda v to, kako starost bomo živeli, in tako dalje. Se pravi, kako pa zdaj ti iz te pozicije, torej ne vidiš, kaj pa recimo ena taka vloga, da si prav ti minister za solidarno prihodnost, se pravi oseba, ki ima neko lastno izkušnjo margine po eni strani, a ne, ki je aktivistično bila aktivna toliko časa, a ne, in po drugi strani, ki, torej jaz razumem, politično ti je pomembna ta intersekcija, a ne, pogled, da ni, ne, mislim, da gledamo različne pozicije in tako. Kaj pa se zdaj ti kot minister v solidarno prihodnost in to recimo doprinesel takega, ki ko pomisliš na to, rečeš, to je resna stvar, na katero sem ponosen in predvsem to je nekaj, kar tudi LGBTQ plus skupnosti ključno sem jaz doprinesel v tem področju, a ne? A imaš kaj takega, ko... Več stvari, ampak mogoče vseeno, ime ministrstva mislim, da je zabavno, še bolje zabavno, ko gremo v tujino, ker je Ministry of Solidarity Based Future in se vsi sprašujejo. Če se tamo doda, da sem še sci-fi fan in Star Trek fan, je še toliko bolj zabavno. Še nekaj časa verjetno ne bo beam me up skoti situaciji, čeprav kdaj v mojih dnevih bilo dobro, da bi bile. Ne, to je ta, ves čas, samo kar smo delali, se trudimo imeti integracijski pristop. V tem mandatu, naprimer, sem si ogledal, katere specifične programe imajo v tujini za LGBTIQ plus starejše, kako bi lahko in moramo razvijati tudi trenutno domove za starejše, ki jih imamo v Sloveniji. Isto glede bivanjskih skupin, stanovanjskih skupin. V Berlinu sem videl eno zelo super primer prakse, kjer je v enem bloku, ki ga upravlja stanovanjski sklad, so vključene programi različnih društev, manjšinskih skupin z vsega področja, ki gredo skozi neke procese reintegracije v družbo in je bilo super videti, ker ni bilo te nišne, ne, imamo LGBTIQ osebe, imamo samske mame z Ukrajine, ki imajo določene težave, imamo odvisnike od drog. In je bila ta povezava, ki je bila mi super in to vzajemna pomoč pri programu. Torej, zagotovo smo kot ministrstvo zelo velike spremembe naredili tako na področju dolgotrajne oskrbe, da prvič imamo sistem, ki je dostopen, ki ni odvisen od debeline denarnice in to je bilo tisto osnovno vodilo, ne, ki je ravno moja osebna izkušnja vodila za tam, ne, torej ne glede na to, kdo si, koliko zaslužiš, kaj. Mislim, da imamo kot družba neke določene civilizacijske pristope, ki jih moramo vsi imeti. Drugo je pa tudi na področju stanovanj. Prvič v zgodovini Slovenije imamo dovolj finančnih sredstev za prihodnjih 10 let za gradnjo javnih najemnih stanovanj in pa predvsem vse delovanje, ki smo ga naredili, da je dom pravica. Torej, da to ni nekaj, kar bi mogli razumeti kot a si lahko privoščiš, še ne, ampak da je zopet to osnovno stvar, ki jo moramo vsakmu zagotoviti v družbi. In lahko vidim, da tudi spremembe diskurza v tem mandatu, da se je to bistveno bolj prijelo kot v začetku, tako da tega sem tudi vesel. Torej, ja, od prvega dneva vse politike, ki sem jih peljal, mogoče se direktno in točno ne dotikajo LGBTIQ plus oseb, ampak v osnovi se. V osnovi se vseh nas je bilo moj vidik točno to, kako narediti družbo bolj vidno, dostopno za vse. In zdaj, če vendarle se pogovarjava v luči prihajajočih volitev, a ne, 22. marca, ti kandidiraš, a ne, in če boš izvoljen, če bo Levica ponovno v poziciji, ko bo lahko sestavljala vlado, če se bo Ministrstvo za solidarno prihodnost ohranilo v taki obliki in če bi Simon Maljevac ponovno bil minister za solidarno prihodnost, a ne, se pravi, a vidiš ti neko dejansko, ampak zdaj se pogovarjava tako res konkretno, ne v luči obljub, ja, če boste vi, ampak tako konkretno zdaj nadaljevanje tega dela. A vidiš neke vzvode, da bi te prakse, o katerih si sedaj govoril, ki si jih videl v tujini, a je to nekaj, kar bi bilo možno tudi v Sloveniji realizirati, recimo v luči
še enega mandata. A je nekaj takega možno? Kaj je tle potrebno, kaj je tisto, recimo, ko bi bilo zdaj specifično za volivca, a ne, recimo, zdaj, če se jaz postavim v to situacijo, ne, a bom zdaj zvolila za Simona Maljevca zaradi tega, ker zaupam temu, da če dobiš en mandat, a ne, potem dejansko se bo tukaj še nekaj zdaj konkretiziralo iz te ideje, a ne? Se ni sam ideja, dejansko konkretni rezultati so že na terenu. V tem mandatu smo postavili temelje, ki lahko zdaj naprej razvijamo. Ne. Vse vidike, ne vem, potekajo pogovori za povezavo vrtcev z domovimi za starejše, da bi bile torej v isti stavbi. Tudi glede LGBTIQ teme sem se pogovarjal konkretno že z določenimi domovi, kako narediti domove bolj vključujoče, pa ne samo za LGBTIQ plus ljudi, ampak za vse manjšine, da ne prihaja do izključevanja. Torej, postavili smo zelo dobro osnovo smo postavili tudi na področju drugih manjšin. Prvič aktivno delamo na področju deinstitucionalizacije, tisti, ki povejo, evo, ravno danes, ko sem jaz tu, poteka pri nas sestank prvič z mobilnimi timi za deinstitucionalizacijo po Sloveniji. Smo postavili mobilni time, ki bodo peljali proces. Naš cilj je v prihodnjih 10 letih iz zavodov izseliti 10,000 ljudi in jim na ta način izboljšati življenje. Ti procesi so že vsi v teku, torej lahko rečem, da sem mogoče na glavo postavil marsikateri vidik socialnega varstva, zaradi tega jih tudi kje dobivam po glavi, ampak predvsem gremo naprej z zelo jasno vizijo, kjer je v ospredju človek, in to bom tudi, če bom še en mandat, verjamem, da bom v tej smeri tudi deloval naprej, tako da, evo, zato glas zame. Društvo Parada ponosa je organizacija, kjer večino svoje energije centriramo v mlade, a ne, in v potrebe in pozicijo LGBTQ plus mladih. Mladim je mogoče ta perspektiva starosti včasih daleč. So določene stvari, s katerimi smo se vseeno, ko smo bili stari 15, 20, 25, mogoče na drugačen način srečevali, kot pa, ko smo 45 ali pa, ko smo 85, a ne. Tako da meni bi bilo zdaj mogoče še zanimivo iz tvoje strani slišati, kako pa, ne vem, imaš kako sporočilo za mlade volivke, volivce, za mlade LGBTQ plus osebe. To je zagotovo ena populacija, ki je številčno dovolj pomembna, po drugi strani pa prepogosto vidimo po statistikah, da se mladi ne udeležujejo toliko na volitvah, ali pa vidimo, da ko glasujejo bolj desne, radikalne, bolj, bom rekla, nevključevalne politike. In kaj bi bilo recimo tvoje sporočilo konkretno za mlade volivke, volivce v luči prihajajočih volitev, zakaj ne grejo voliti, zakaj je to nekaj, kar je pomembno za njih? Jaz mislim, da se odgovor, zakaj iti voliti, ponuja čist sam na dlani. Ne? Če pogledamo, kje smo bili kot Slovenija 5 let nazaj, pod Janševo vlado, kakšna je bila družba, če pogledamo, kaj se dogaja na Madžarskem, konec koncev sva bila skupaj na Paradi ponosa, tam, hvala Bogu, je bil zelo velik odpor. Če pogledamo trenutno, kaj se dogaja v Ameriki in s Trumpom, kaj se dogaja v Iranu, mislim, da so to vse točke, ki povejo, zakaj če kdaj, pa danes nujno, da se politično angažira, a pa gre vsaj na volitve. Torej, smo v družbi, kjer se marsikaj dogaja, izključevanja nažalost vedno več, a pa se je preoblikovalo in zato zagotovo ni čas za apatijo. Ampak je čas za zelo aktivnost, pa mogoče zaključim z enim stavkom od Gramscija, ravnodušnost je mrtev tok zgodovine. Tako da zagotovo zdaj ni čas, da bi bili ravnodušni, zdaj je čas, da se čim bolj aktiviramo in pejte volit, ne. Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost.
aktivist v duši in Tako. praksi. Najlepša hvala, da si se udeležil pogovora na vročem kavču tukaj. In pa mi se lahko zgolj pridružujemo temu pozivu, da kakorkoli se ljudje odločijo, kakorkoli se mladi odločijo, katere politike so jim blizu, katere teme gorijo v njih in tako dalje, v osnovi prvi korak je, da se angažiramo za to in da v luči volitev gremo tudi voliti. Tako da hvala za sodelovanje in Hvala za povabilo. Gremo.